Biznis je biznis, če te kupi, te prodam. Biznis je biznis, če te kupi, te prodam. Akcija! Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljamo vas z 216. dela velike slovenske postmodernistične nadaljevanke Posel je posel. Kdorkoli ima kaj denarja preveč, naj ga pošlje na žiroračun. Studija 39. Pozdravljen še enkrat, sektor 11. Če te kupi, te prodam. Čakaj, poleg. Poleg. A pasne mojega psa Liza? Ja, brez skrbi, jutri ga dobiš nazaj. Pa dobro bo jedel, veš? Nasvidenja. Ne, čakaj. A na to čudo ne bi jaz snimal, kaj? Ne pride v poštev. Pa saj sem ti rekel, da je vse full avtomatka. Kakšna full avtomatka, tle je full knofov pa cagarčkov, pa ne vem kaj vse. Jaz sem mislil, da bomo delali na filmsko kamero. 37 mm, tako se to dela. Ne pa na elektronko, fantje moji, to je za amaterje, hej! Jaz ne vem, mislim, da se... Ti už reklame snemajo. Ne, kar se režije tiče, boste brez skrbi. Meni je vse jasno, jaz imam svoj koncept pripravljen in to sekundo lahko začnemo snemati. Kakšen koncept? A ti ne veš, da je treba za vsako reklamo drug koncept, a? Se vidi, Denis Weissa bral pa njegove teorije montaže atrakcij. Kdo pa je Weiss? Kdo je Weiss? Ko se s tabo pogovarjamo Weissovi teoriji, če ne veš, kdo je Weiss? Ja, ne vem, zato te pa vprašam, ne? Zdaj ti ne bom razlagal, ker ni časa za to, sploh pa, Ivo, ti nisi človek za umetnost. In prosim, petke v kot pa počakaj. Dergi ima prav. Treba je upoštevati Weissov koncept. Po njegovi teoriji dela več kot pol Amerike. A ti zbrala Weissa? Jaz ga osebno poznam. Krasen človek. Dergi, kdaj si pa utegnil ti vse to prebrati? A se lahko še jaz oglasim? Meni se je že ves čas zdel, da je Dergi nadpovprečno inteligenten. Tudi jaz sem prepričana, da bo Dergi uspešno in na visoki artistični ravni opravil svoj posel. Si pameten, Dergi? Hvala, Lili. Mislim, da bom tudi jaz kvalitetno opedeno zadevo, ker bom snemal po principu Contejevega zakona. Misliš tistega Oskarjevca? Ja, a ga tudi poznaš? Brala sem njegov zakon. Dobro, pustimo zdaj poslovne stvari. Jaz vam vsem zaupam, vidim, da ste vsi profesionalci. Moram vam povedati, da danes popoldne imamo napovedan sestanek s šefom marketinga za žensko spodnje perilo. Pogovarjala sva se po telefonu in zelo je zainteresiran za naše ideje. Posebno v ceni smo konkurenčni ostalim podjetjem. Pa se moram pa malo zrihtati. Pametno in malo se naliči. Predlagala te bom za manekenko. O ne. Gola pa že ne bom snemala. Se ne boš gola, snemali bomo reklamo v spodnjem perilu. A ja, pol pa že, no. Pa še ostrigla se bom. Veš, že ko sem bila majhna, sem se odločila, da se bom gola pokazala samo svojemu fantu. A tako, no, vidiš. Se pravi, da bo cel življenje ostala oblečena. Pa kaj pa ti veš? Jaz sem poštena. Pomagaj mi, če sem ti res všeč. A, tako, a zdaj vidva pa kar hota, kaj je. No, pa se boš pa jaz za svojega fanta slekla za reklamca, a? Kadrček slečem bo? Nič ne hodva. On še ni moj fant. Se bo moral pa mečkom bolj izkazati.
ima pa šanse. Nič ne reče. Ok, kolegi končan. Hvala lepa. Lili, pa je pa pol kar mal probati, prav? S kamero, mislim, ja? Bi mi rad še kaj povedal? Sem dober, pobarv zid. Nimam pripomb. Še kaj? A ti res Vajsa poznaš? Tako dobro, kot ti njegovo teorijo. Še kaj? Ja, če sem čisto odkrit, veš kaj? Jaz sploh nisem bral Vajsa. Vem. Veš, se mi je zdel, veš, ampak zakaj pa nisi izdala? Dergi, potreboval si mojo podporo. Ja, hvala. Kaj pa ti skontev zakon, ki je Leško njemu govoril? Leško je tudi potreboval mojo podporo. Aha, razumem. Ti podlasca mala. Takole me gre okoli prenesti. Mene, ker so zdaj vsi ugotovili, da sem nadpovprečno inteligentni. Kruto maščevanje. Kruto, Leško. Revenge. Sedi tukaj, sedi, sem rekla. No, pridem. Tole, tukaj sedi. Ja. Seveda, seveda. Veš, tako pa. Tukaj le malo počakaš. Če kjer ga malo grizeš, ni čudega, veš. Čist, da si hudka, takole, pridem. Kaj pa šla, Taša? Te bi nekaj strašit. Pustila namer, to ni za ženske, škaj polomila. Koliko si ti prepotenten? Prepotenten. Pa nekaj se z mano tako grdo pogovarja. Ti, Leško, ti mene je ta kontev zakon začel zanimati. Mi ti lahko kakšno literaturo skomandiraš? Zamenjam. Zamenjaš? Zakaj? Za Vajsovo teorijo. Vajsova teorija v nemščini. Kontev zakon pa v italijanščini. Kdaj znaš pa ti italijansk? Takrat, ko si ti v nemščini hodil, sem se jaz italijansk tacajt naučil. Se me sploh ne zanima ta kontev zakon. To je zdaj snemalce. Leško, kar primer me pusti. Enega tipa je pes napadel. Veš tega, to je sigurno šef marketinga. Ja, pa kdo pa je privezal tega velikega psa? Naga je skočil, se ga bo udaril. Jaz si rekla, da je šef marketinga. Tišina! Takoj mi zgledala z kadra. Jaz se ne morem skoncentrirati. Dobar dan, jaz sem Lili. A je tisti kužek vaš? Kjer kužek? Dol pri vratih je pes, ki napada ljudi. Pri naših vratih. Ja, pri vrtnih. Vrtna vrata? Prvič slišim. Gospod marketing, kar naprej stopite, prosim. A ste se ustrašali? Ja, mečkar mi je pozlila. Lahko dobi malo vode, A prosim. boste kokto? Ja, lahko. Dergi, daj žeton. Mam pa ne dam. Pa kdo ima žeton? Dajte že človeku kozarc vode. Hvala. A vam je odlegal? Ja, pred se boš počutil. Najprej se moram opravičiti, da sem prišel tako neurejen. Ampak tisti NLP, neznani leteči pes, mi je precej poškodoval obleko. Dobro, ne? A smem vprašati, katera od vaju pa je gospa Bellringerjeva? Izvolite mojo pisarno. Se mi je kar zdaj, da ste vi. Dovolite, da se predstavim. Jaz sem Mark Delmark, šef marketinga tovarne Bodil. Kot rečeno, bil je ogromen pes. Izvolite sesti, gospod Mark. Hvala. Res mi je žal, ampak tistega psa ne poznamo. Nič hudega, gospa Zvonarjeva? Bellringerjeva. Seveda, Bellring, po naše Zvonarjeva. Bellring. Saj veste, to je tako, ne, mi, ki se ukvarjamo z biznisom, ne,
Mi živimo nevarno. Zato je takle kužek za nas samo popestritev dolgočasnega dopoldneva. Ok, torej lahko takoj preidemo k biznisu. Ko smo se pogovarjali po telefonu, ste izrazili željo, da bi mi vam posneli televizijsko reklamo o vaših novih artiklih. Vidim, da ste me pazljivo poslušali. Zatorej, k poslu. Tole so naši najnovejši proizvodi. Vidite? Lahko vzamem časopis? Ja, izvolite. Ampak ni današnji. Nič ne de. No? Prostite. Moment. Gospod Mark, je to, kar počnete, res zelo potrebno? Ja, seveda. Boste takoj videli. Prostite, samo trenutek. Volite, mi hočete malo pomagati? Malo je premehen. Nič hudega, no. Pa takole. So vam všeč? Čudovit. Vam je všeč? A so čipke handmade? Med nama ne. Za kupca da, seveda. Naprimer, poglejte si. Tale, naprimer, poglejte, je lahko brez naramnic. Prsi preprosto lebdijo, lebde in lebdo. Veste kaj, gospod Mark, mene osebno modrčki ne zanimajo, ker jih tudi ne nosim, če veste kaj mislim. Seveda, vi ste še mladi. Dovolite, številka 3 ali 4. No, prostite, če boste kdaj začutili potrebo po modrčku, se oglasite pri meni. Vam bom zrihtel najboljše možne modele in upam, da se kmalu vidiva. Jaz pa ne. Poklicala bom kameramana in direktorja in vi se lahko z njim pogovorite o svojih artističnih ideas, okej? Mi dva pa se bova pogovarjala samo o cashu. Pridenja, koliko to mi dejno. Te kokaj. Drgi, Ja. a si se ti meni zaljubil? Ma nisem se ravno zaljubil, ampak priden, ampak se veš kako je. Priden, dej koliko to strico, no. Dej no. Zakaj si pa mu dal? Zakaj pa mene daš? Dej mi no. Vse že dole se imate zmetel, redil sem te. Drgi, Kaj? mašinca je kot ženska. Več, ko ji daješ, več ti odnese. Pa ne vsaka. Tist, ko bo meni dal, bom tudi jaz njemu dala. Ti boš kašemu kaj dala, ta prava. Dragi Leško, pridite v pisarno. Dragi je režiser, Leško pa cameraman. Dobro. Zdravo, Leško. Tole so pa modeli, ki jih boste nosila manekenka in maneken. Veste kar, kakor se jaz poznam na te reči, imajo moški raj prosto stoječe joške. Kaj praviš, Drgi? Ti je veš, da o tem pa nisem razmišljal. Imam preveč dela, veste. Preveč skrbi. Najnovejše marketinške raziskave so pokazale, no pa tudi te stare so isto pokazale, da je kupna moč moških veliko večja od kupne moči žensk. In zato smo se v našem podjetju odločili, da bomo naredili reklamo, ki bo spodbudila moške, da bojo samoiniciativno kupovali žensko perilo. Poglejte, naprimer, namesto da bi spil 3 viskije, bo dobil prekrasen modrček. Ja. Namesto 6 kapučinov, naprimer, bo dobil čudovite, nežne, prosojne ženske spodnje hlačke. Če bi mene vprašal, jaz bi raj spil vse 4 viskije. Da smo natančni 3. 3 za en modrček, ne? Ne, da smo natančni 4 viskije, ker Zakaj? ne pijem kapučino. Aha, no, zdaj smo pa tam. Ravno za take, kot ste vi,
morate narediti reklamni spot, da jih boste prepričali, da se splača vlagati v žensko perilo, ne pa v gostilne. Aha, to. Te imate pa čisto prav. Vi ste se v bistvu odlično odločili, ker ste se obrnili na ultraseries. Namreč Dergi bo napisal vrhunski scenarij po znani Weissovi teoriji. Ja. Jaz naredim, posnamem zadevo po znani Contevi teoriji in reklamca je tukaj. Ultra. Poznate Weissa? Weissa, ja. Ja, to je bil tisti Nemec, ne? Ne, Američan. Točno, Američan, ja, seveda. Nemec je bil Švarc, ne? Ja, Conte je pa Italijan. Ne? Ne bi rekel. Pa kaj nek počnejo? Name so že čist pozabili. Name tudi. Pa se nič ne sekira. Ja, kdo pa si ti, no, navadna tajnica? Jaz sem pa funkcionar in zahtevam sebi primerno funkcijo. Lili, gospod marketing te čaka. Kaj pa jaz? A ne veš, da je za biznis? Ti, ki pa nimaš nobenega dela, nam pa lahko kavico skuhaš. Gospod Delmark. Delmark. Lili Delmark, pardon. Naša manekenka, naš model. Imenitno. Lepo. Res lepo, absolutno sprejeto. Oprostite, gospodična, saj vas lahko mal potipam za prsi. O ne, šlatal me pa že ne boste. Lili, snemala boš, ti boš manekenka. Ne bom manekenka, če me bodo utipavali po ziskih. Lili, a jaz te lahko? Ne. Lili. No prav, ampak samo če me boš čisto narahlo. Čisto narahlo. Pa zelo hitro. Zelo hitro. Nič me ne boš uščipil. Nič te ne bom uščipil. Začni. Ja, izvrstno, zelo gnetljivo. Mislim, da bo krasno pasalo v vaše modele, tudi če so malo zapušani. Zelo dobro, res. Končano. Lili, končano. Že. Imate kakšnega manekena tudi? Ja, zunaj čaka. Kdo je to? Ivo. Lili, pokliči ga. Ja. Ivo? Ja? Ivo, prid sem. Z očaljem. Z. Kje bomo pa njega otipavali? Ja, manekena sem si pa predstavljal malo bolj deca, ne? No, si, gospod Ivo je absolutno mična pojava. Edino mu primankuje mogoče malo poslovne arogance, ne? Tako da bi se mu človek enostavno ne mogel upreti, če bi ponujal kakšno blago. Kaj pa, če ti je zdaj prav aroganten tale udstakno, kaj? Ivo, ne. To bi bilo preveč primitivno. Zginite ven! Gospod Ivo. To je bil samo primer poslovne arogance. Da nam špregoru. Tako sem si jaz zmerom predstavljal žensko svojega življenja. A te? Poslušaj, to bi ti mogo vedeti. A je slovenski gledališki igralec Rac? Je. Je? Ja, ta pa je. A z njim bi jaz tako rad igral. Ti imaš teto, ti imaš strica, jaz pa ne. Kje je pravica? Tebi teta kavo skuha, stric odreže ti kos kruha, tu je maslo, marmelada, oba te imata srčno rada. Jaz pa sam zdaj... To je pa lepo, da se spet vidimo. Kaj vi niste duhovnik? Ja, če je potrebno, tudi zakaj pa ne. Jaz pa sem mislila, da je očeta pokopal duhovnik. Pa kaj se sekirate? Za tisto kravjo koščo sem jaz bil pravi škof. A boste 2 deci? Ja, kot ponavadi, 2x2 deci. Tonca, dej 2x2 deci. Boste kaj?
Kaj boste pa vedve? Nič, hvala. A veliko igrate? Zdaj bolj malo. A ja? Ja. In ni taka sezona. Gospodična ali gospa, ali kaj ste že vi, midve nisva naročile. Nič, bo pa ono se štiri. Poslušajte, a spet mene kaj rabite? A bi vi nastopili v televizijski reklami? Na to se pije. V televizijski reklami. Se je že začel. Bom naredil kariero. Kdo bi si mislil, da prideš na televizijo, če igraš duhovnika na pogrebu? Jaz sem pa zmeraj mislil, da s Shakespearejem kam prideš. Ne pa s takimi improvizacijami na pokopališču. Jutri se glasite na tem naslovu, okej? Okej. Plačam. Svidenje. Okej. Nekdanji italijanski vojak. Daj mir s tem zdaj. Si slišala? Tonca? Na televiziji. Dej. Si moraš misliti. Veš, kaj bo to? Veš, kakšna novišnica bo po vasi gor pa dol. To bo nor, boš ti videla. Te popino. Čakaj, ne moram toliko naenkrat, no. Zdaj sem čisti sebe, zdaj sem TV zvezda, le. Bež. Kaj si pa mislim? Ampak enega še bom. Ne ve, kaj delajo na tisti televiziji, same svinjerije. Ne moram več. Dober večer, gospa. Veste kaj? Čist nič mi ni všeč, da smo se medve srečale. Ne vem, zakaj me ne marate. Nameravala sem vas obiskati, da bi se pogovorili. Ja. In zakaj me niste obiskali? Enostavno nisem imela časa. Kaj bi se pa medve sploh lahko pogovarjale? Prvo vprašanje sem vam že postavila in mi niste odgovorili. Zakaj me ne marate? Ukradli ste mi podjetje. Kaj to ni zadost? Odkupila sem ga, bolje rečeno najela za 5 let. Posel je posel, gospa. Ja, vem. Tudi jaz sem imela iste ideje, sam premalo kapitala. Pa tudi, če bi ga imela, ga ne bi dala tem opicam, z mojim nečakom vred. Jaz pa sem vložila svoj kapital v te opice. Zato boste pa bankrotirali. Molim, veste? Pa tudi kmaž sem začela hoditi. Veste zakaj? Zato, da boste bankrotirali. Moj kapital v Ameriki je praktično neusahljiv. Vedite no mirno, kdo vam bo pa verjel. A res? Toliko časa, dokler bo nafta. Koga nafto imate? Nekaj malega, kakih 1000 vrtin. Aha, zdaj pa razumem. Kaj pa? Zakaj ste hudobna? Vsi, ki imajo opravka z nafto, so hudobni. Taka ste kot tista Aleksis iz Denverske dinastije, kako se že reče. Če bi bila hudobna, bi ta trenutek rekla, da mora jutri zjutraj ta avtomat skokto izginiti iz te pisarne. Kot lastnik teh prostorov imam to pravico. No, jaz sem sam mislila, da ste podobna tisti igralki, ki je igrala Aleksis. Čista dvojčica. Tale najo pa žena bo. Spoštovani gospodje, cenjeni potrošniki, to je bil zadnji
Spoštovani gospodje, cenjeni potrošniki, to je bil zadnji body iz kolekcije body firme iz kolekcije pomlad, poletje body firme, tvrtke firme. Ti, če bi šel malo oži, da ne dobim teh palem noter, ali kva? Ja, daj tisti flek, to je kar dole, tisti flek je grd, no, dajte ti stran, fate. Tako, ja, tako. V redu. S filtrom boš. Takšen veselje smo mu naredila, ko smo mu del najdla. Cel popoldne mi govoril, da bo posnel ton v stereotehniki ala Tolstoja. Prvič slišim, da bi vrhunski baletniki ton snemali. To se vidi z mene zezati, ali kaj? Daj pustimo te vajne teorije, primer. Jaz predlagam zadnjič, da posnamemo lepo eno original kopijo kenske reklame. In v Portorožu nagrada nam ne uide. Gledate televizijo, tako se danes dela tle pri nas. No, hva me zjaš, koliko en zajec. Točno bi lahko, za Benetton poznam eno iz Kana, odlična zadeva. No. In točno za peril ženski. Tist prekopiramo, kaj pa? Ti bomo pa kratko naredili, pa smo na kojnu. Najboljš. Kjer imam? Ok, jaz imam luč v redu. Voilà, the star is born. Lili, perfektna si, perfektna, odlično. To ohran, petke, ja. Jože, prosim te, Jože, da dej oblece, rekelc gordaj, pa na štenge. Kje je penti? Se laže naučil vseh 13 Parkličevih iger, kukar pa delu s temi televizijci. To te tako znervirajo, da se tudi ne spomniš, kje stanuješ. Seveda, po se pa žena čuti, da te ni zlepa dan, ne. Evo, pa še očala sem pustil pri Olgi. To se pravi body, pomlad, poletje, večer, noč. Dajmo, vse bom znal. Spoštovani gospodje, cenjeni potrošniki, to je bil zadnji body iz kolekcije body firme Body. Paste, posneli bomo vse v enem kadru. Samo mi ga postavil za šarf, prosim. Ja, dobre. Pa čez osne. Posneli bomo vse v enem kadru, pa bomo ne v enem kadru, kakšen v enem kadru? Ne, se pol gremo pa na detajle. No, v redu. Ti imaš zdaj detajl na Jožetovu knofu in greš pol na Lili, na njen modrček, ne? V redu. Vse v detajlu pogremo pa na Petri, oziroma drž do pasu, do popka Ameriken in pazi na os, ne? Pa bez zlahka hote, prosim. Imaš vajvinkel gor. Ja, imam. V redu, abindunge, v redu. Ja, vse je v redu. Fantje, na akcija gremo. Ok. V redu, štima, pripravljeni? Ja. Jože, Lili, fajn. Pa bi te lahko prosil. Torej, paste, nagra. Ok, guys. Ton! Teče! Kamera! Teče? Sequence 1, take 37. Akcija! Spoštovani gospodje. Stop! Ne! Sem ti rekel, da pol počepan! Na znak! Pa jaz ne bom za zjutraj tukaj snemo, lepo te prosim, jaz nimam cajta, no, cel dan. Pojmo še enkrat, mislim, jaz ne moram. Nujno še enkrat. No, že spet reklame. 3/4 programa so same reklame. Vse te drug pa tudi nekaj dosti vreden. Ja. Glejo, ta bo taka, ki naša Lili. Kaj pa je to zdaj? Kaj pa ima za nečeva? Ja, koga mu pa je? Čak, malce tole pa je Lili. Ja, Lili je, no. Ja, če to ni škandal. Se ne moram verjeti, čakaj. Poglej, koga dela. Ja, zmešana. Packa, nemarna. Lase si ustregla, te svoje prekrasne lase. Koga mu pa je? Če to ni diletant, to bi jaz v miže naredila boljšo. V miže. To je model body to body.
res je bil.